katerega dela Prlek nareda najžlahtnejšo. In tebi srce zapopeble, te čujem pesem. Sini v srcu poljeja, zvonjenje tvoje slušam rad. Klopotce svojo simfonijo pojajo in lahko rečem se počasi že tudi odpeli. To pa pomeni, kaj je za vinogradnika prišlo tisto njegovo najbolj pomembno delo, to je trgatelj. Celoletno delo in trud je v kleti, trta delegla k počitki in začelo se bo delo kletarja, ki bo pokazal vso svojo znanje. Z letošnjim vinskim letnikom lahko rečem, kar se nam je nekak ne bo upravičilo za tisti lanski letnik. Staro trto imamo potomke naše, smo že pobrali in mislim, kaj prav, kar namenimo toti trenutek tudi njej, ki je svoj plac dobila tu, nime držati točno za besedo, leta 87 ali 97 ali pa 98 ob 125-letnici prvega vinorejskega društva Plotmerke. Naj se vam današnje trgatelj v tistem spominu, saj bo iz te vinske trte nastala dobra žlahtna kapljica. Resnično velja, da so le znanje, izkušnje, ter seveda ljubezen vinogradnika se dobilo, da se od sonca obsijano grozdje spremeni v čudovito vino. Naj bo tako tudi letos. Vse lepo. Da slišimo, koliko je cukra. Ko bomo jo tako lepo vzgajali kot do sedaj in da bomo lahko se naslednji lepo spet videli tudi na ista mesta, isto lepem kraju, isto lepem vremenu in tako dalje. Hvala. Ne vem, če veste, kaj še mi imamo Plotmerke ene gorice, to so na krožišči pri črpalki OMV. In jaz sem še gnes reši azodje grozde podprgal, kaj so ne škorci pojeli mali pa veliki, ne. In tam so posajene 4 sorte in to resistentne sorte, kot rečemo, interspecifične, ki jih ni treba škropiti. Tudi loni, ko je bilo težavno leto, se skoro nič ni škropilo, pa letos tako ali tak ne. Taka bi tudi vam priporočal, ki
kateri hočete predati, ali pač na vrtu imeti kakšno jedilno sorto, da so to odlične sorte gnes, ki so tako po okusu, kot da bi žlahtne bile. So pa resistentne, da ni treba nič kropiti.